Prihaja poletje in s tem čas, ko se je marsikdo rad odpravil na kakšen glasbeni festival, si ogledal gledališko predstavo na prostem ali zaplesal ob živi glasbi na terasi lokala. Letošnje poletje bomo, kot kaže, preživeli brez vsega naštetega. Gospodarsko interesno združenje koncertnih organizatorjev Slovenije je že pripravilo predlog ukrepov za odpravo posledic prepovedi izvajanja javnih prireditev, saj so prav s tem ukrepom najkrajšo potegnili glasbeniki in organizatorji koncertnih prireditev. Kako je zadnja 2 meseca preživel Samo Budna in kakšne ima načrte v prihodnje, nam je povedal v pogovoru. Ja, predvsem smo bolj sedeli in gledali bledo, kaj se dogaja in razmišljali o tem, kaj bo. In nekaj ne kaže glih dobro za nas glasbenike. Glede na časovnico, ki smo včeraj dobili, če je pač to res, smo za leto zaključili, tako da upam, da to ni res, da je prva stvar. Drugače pa se pač vadimo doma, igramo, se dela neke nove stvari, da bo potem, ko bo se to sprostilo, da bomo imeli kaj pokazati. V tem času je tudi bend ostajal doma, zato so se glede vaj znašli drugače. Večinoma vadim sam, je pa zdaj pač tehnika nam to omogoča, da si kaj prepošiljamo, kakšne posnetke, pa to pa potem na drugi strani Slovenije kdo kaj posname, pa se spet prepošljemo. Tako da se neko ustvarjalnost še vedno ohranja, no, koliko pač lahko delamo, ker pač smo res zaskrbljeni, kaj bomo. Bliža se poletje, čas, ki je za glasbenike najbolj deloven. Kako bo letos? Moram reči, da je zdaj res odpalo kar nekaj koncertov. Prejšnjo leto smo delali na tem, da bi se letos nekaj dogajalo. Zdaj, ko se je začelo nekaj dogajati, zdaj je prišel ta virus. Zdaj smo že 23. že en odpade, en veliki koncert, potem dejansko kar nekaj koncertov, no. Motoristi v Gajševcih, ne vem, če bodo. Tako da so stvari ne zgleda dobro, no. Kar nekaj glasbenikov je v tem času izdalo kakšno novo pesem, celo album. Po družbenih omrežjih je bilo zaslediti, da je čas karantene lahko tudi zelo ustvarjalen. Tudi Samo je bil med kreativnimi. Pa napisal sem dve pesmi, ja. V bistvu nista še čisto dokončane, no, ampak so neki osnutki narejeni. Tako da probamo se nekako zdaj prebijati z to našo ustvarjalnostjo, da nam to malo lajša pač vse te stvari, no. Spremljali smo lahko tudi koncerte v živo, ki so jih prenašali preko raznih platform. Tudi naši organizatorji so se povezali in sedaj bomo lahko spremljali koncerte slovenskih glasbenikov. Trenutno je verjetno to edina rešitev, ne? Čeprav spet se tu gre za neko zastonjkarstvo in mi smo že takrat, ko je bilo vse v redu, smo bili na robu malo, ne? Zdaj pa bo to to zna biti potem še večji problem, zato ker nišče ne bo hotel nič plačati, zato ker bodo se navadili na nič v bistvu, ne. Kako pa Sam gleda na ukrepe, ki so bili sprejeti in še veljajo? Ene stvari se mi vsekakor ne zdijo logične, ne. Ne vem, v cerkev, ja, na koncert ne, pa take stvari, no, tako da ne delajo s pametjo, pa da bomo potem nekako lahko to vsi preživeli, ker drugače bomo vsi šli k vragu, ne. Koncertov ne bo. Kolikšen bo finančni manjko? Ja, absolutno, glasbenikom so nam koncerti edini, v bistvu edini prihodek, pa pač te avtorske pravice, to še je edino neko upanje, upanje, to vemo, da bomo nekaj dobili, ampak tudi to ni zadosti za celo leto. Tako da, če ni koncertov, ni nas. Dobite glasbeniki zadosti medijskega prostora? Ja, nasplošno za glasbo verjetno ne zadosti, ampak za to našo pop ali rock kulturo pa se mi zdi, da ne. Vsi nas bodrijo, naj se zdaj oglašamo, naj bomo, ampak takrat, ko smo pa nas nekako ne šlijo, bi rečeno. Kaj Samo Budna načrtuje v prihodnje in kdaj lahko pričakujemo kakšno novo pesem na radijskih valovih, pa nam je povedal. Ko si enkrat glasbenik, imaš to vedno v načrtu, ne? To se vedno dogaja, v bistvu celi čas imaš to v glavi, tako da ja, moj cilj je posneti novi album, zdaj kdaj pa to bo, to pa je težko povedati, zato ker je tudi povezano z stroški, z idejami, tu je potem sodeluje polno ljudi, ki jih treba koordinirati in tako naprej, tako da absolutno je v načrtu CD. Ne morem povedati, kdaj to bo. Kot je še povedal Budna, nove stvari so vedno v načrtu. Saj, če tega ne dela, potem praktično kot glasbenik sploh ne dela.
Upajmo, da bo kmalu prišlo do sprostitve ukrepov in bomo lahko Sama Budno in ostale glasbenike spet srečali tam, kjer jih imamo najraje, na odru. Razlog za smeh. Vsi smo tisto noč pristali na tleh. Kako se vse spremeni v nekaj dneh. Preden je sonce ušlo, pogledali smo tja na vzhod. Začele nastop.